Včasih je obremenjujočih misli ali čustev tako veliko, ali so tako močna, da imamo občutek, kot da so nas preplavila in da smo izgubili tla pod sabo. Kot da smo v viharju misli in čustev, med katerimi so lahko skrbi, strahovi, boleči spomini. Včasih je tak vihar povezan s konkretnim dogodkom, slabo novico, neuspehom, izgubo. Včasih pa ga s svojimi mislimi prikličemo sami. Naprimer, kadar nas skrbi, pa zato nimamo utemeljenega razloga. To našo pozornost usmeri stran od sedanjega trenutka in nas ovira pri tem, kar počnemo in čemur se želimo posvetiti. Takrat je pomembno, da spet najdemo tla pod nogami, da se prizemljimo, kot drevo, ki je trdno zakoreninjeno in kljubuje viharjem. To lahko naredimo s tehniko prizemljitve, ki nam pomaga, da ostajamo v sedanjem trenutku. Pomaga nam, da se vrnemo k tukaj in zdaj. Namen tehnike prizemljitve je, da se osredotočimo na tisto, kar počnemo in da to lahko počnemo dobro. Da lahko svoji družini in prijateljem posvetimo svojo polno pozornost. Da se lahko zavestno odločimo, kako se bomo na nek dogodek ali skrb odzvali in čemu bomo namenili pozornost. Tehniko prizemljitve lahko izvedemo v 3 korakih, ki jih bomo sedaj na kratko predstavili, v naslednjem posnetku pa tudi praktično izvedli. V prvem koraku najprej opazujemo, kako smo v sedanjem trenutku, kako se počutimo in kaj razmišljamo. Misli, čustev in občutkov ne spreminjamo, ampak samo opazujemo. V drugem koraku se upočasnimo in usmerimo na dihanje. Opazujemo ga z radovednostjo in ga pustimo, da teče počasi in enakomerno. V tretjem koraku svojo pozornost usmerjamo na okolico, na to, kar vidimo, slišimo, vonjamo in česar se lahko dotaknemo. Ta korak nas spomni, da se lahko aktivno odzivamo na svet okoli sebe, da lahko izbiramo, kaj bomo naredili in da nismo prepuščeni viharju misli in čustev. Zato, da boste tehniko prizemljitve zares osvojili in da vam bo v pomoč, ko vas preplavijo obremenjujoče misli in čustva, je ključna vaja. Vadite lahko tudi, ko niste v stresnih situacijah, ko imate na voljo samo 1 ali 2 minuti, medtem ko na primer čakate na nekaj ali pa pred, med ali po določeni aktivnosti, kot je umivanje zob, kuhanje, igra, zajtrkovanje. Če vadite med vsakodnevnimi aktivnostmi, lahko ugotovite, da postanejo dolgočasne aktivnosti bolj prijetne. Poleg tega vam bo lažje uporabiti tehniko prizemljitve v težjih situacijah. Ko nas prevzameta strah in tesnoba, ali ko na primer doživimo druge neprijetne občutke, pogosto ne zmoremo svoje pozornosti usmeriti stran od misli, ki nas obremenjujejo. Zdi se nam, da smo se ujeli v vihar, v začarani krog težkih misli in občutkov, iz katerega se ne moremo rešiti. Prizemljitev je tehnika, ki nam pomaga ta začarani krog prekiniti. Pomaga nam, da pozornost usmerimo na sedanji trenutek, da se vrnemo k tukaj in zdaj. To vajo lahko izvajate ne glede na to, kako se trenutno počutite. Tudi če se zdaj počutite dobro in ni prisotnih obremenjujočih misli in občutkov, lahko prizemljitev vseeno vadite. Samo sledite vsem korakom. Če boste vadili tudi, ko se počutite dobro, se boste bolje pripravili na čas, ko se boste morda znašli v težki situaciji. Vabim vas, da skupaj izvedemo kratko vajo prizemljitve. Lažje se ji boste posvetili, če jo boste izvajali v tišini in če boste sedeli vzravnano. Pomembno pa je, da vam je udobno. Morda vam bo ustrezalo, da zaprete oči. Lahko pa svoj pogled usmerite v neko točko pred seboj
ali se zazrete v posnetek drevesa na ekranu. Počasi pritisnite svoja stopala ob tla. Začutite tudi podlago, na kateri sedite. Roki lahko najprej počasi iztegnete ali, če vam bolj ustreza, pritisnete dlani drugo ob drugo, da začutite tudi svoj zgornji del telesa. Potem roki samo počivate v naročju ali na naslonjalu za roke. Za začetek si vzemite trenutek, da z radovednostjo opazujete, kaj čutite v telesu. Katere premike in telesne občutke lahko opazite v svojih ramenih? Kaj čutite v svojih prsih, trebuhu? Opazite še kakšne druge telesne občutke v tem trenutku. Potem svojo pozornost usmerite na trenutne misli in čustva. Ničesar ni potrebno spreminjati, samo opazujte, kaj se v vas dogaja v tem trenutku. Katere misli se pojavljajo? So prisotna kakšna čustva, posebni občutki? In zdaj svojo pozornost usmerite na dihanje. Za začetek ga samo opazujte. Spremljajte, kako zrak vstopa v vaše telo in kako ga zapušča. Pri tem naj vas vodi radovednost, kot da se z dihanjem še niste srečali. Je vaše dihanje hitro ali počasno? Kje v telesu najbolj čutite premike med dihanjem? Kakšen je zrak, ki ga vdihujete? Od časa do časa bo vaša pozornost odtavala. Včasih se boste izgubili v svojih mislih in občutkih. Nič hudega. Takoj, ko opazite, da se je to zgodilo, se spomnite, da je to naravno in se samo usmerite nazaj na svoje dihanje. Opazovanje dihanja nam pomaga pri osredotočenosti na tukaj in zdaj. Zato spremljajte svoj dih na njegovi poti. Posvetite mu svojo polno pozornost. Opazujte še 3 vdihe in izdihe. Zdaj pa se poskusite upočasniti. Upočasnite svoje dihanje. Če lahko, vdihnite in izdihnite skozi nos. Počasi in enakomerno. Izdih naj bo dolg. Spremljajte, kako zrak zapušča vaše telo. Ko ponovno vdihnete, naredite to počasi. Ne dihajte globoko, samo pustite, da se pljuča postopoma ponovno napolnijo. Če se počutite omotično ali se vam vrti, lahko to pomeni, da dihate prehitro ali pregloboko ali oboje. Dihajte počasi,
nežno, mehko. Spremljajte svoje počasno dihanje. Opazujte, kako se upočasnjuje tudi dogajanje v vašem telesu. Še nekaj vdihov in izdihov. Zdaj pa se bomo usmerili na svet okoli sebe. Vabim vas, da odprete oči in se osredotočite na to, kje ste. Poglejte naokoli z radovednostjo. Katerih 5 stvari lahko vidite? Kaj lahko slišite? Kateri zvoki so najbolj opazni v tem trenutku? Lahko kaj vonjate? Stegnite se in dotaknite nečesa. Opazujte, kakšen je občutek v vaših prstih. Bodite pozorni na to, da čeprav vas lahko kdaj zajamejo obremenjujoče misli ali občutki, je vse naokoli vas svet, ki ga lahko vidite in slišite in vonjate in se ga dotikate. Zdaj pa počasi pretegnite svoje telo na način, ki vam ustreza. Pretegnite roke, noge, hrbet ali vrat. Spomnite se, da lahko izberete, kako se boste premikali in kaj boste naredili. Ste tukaj in zdaj. In na svet okoli sebe lahko vplivate predvsem skozi svoje dejanja. Skozi tisto, kar počnete, skozi besede, ki jih rečete, in na način, kako jih rečete. Ob koncu vaje se še na kratko ustavite in opazujte, kako se počutite. Upamo, da ste bolj prizemljeni in bolj povezani s sedanjim trenutkom. Če se to ni zgodilo ali če se počutite nenavadno, nič hudega. S ponavljanjem vam bo postalo lažje in bolj naravno. S tem počasi zaključite vajo in vstopite v nadaljevanje svojega dne.